Zboleti za katerokoli boleznijo pravzaprav človeku predstavlja breme, včasih težje, včasih lažje. Kadar gre za redke bolezni, so izzivi še toliko večji. Zato me zanima, kakšna je vaša osebna izkušnja s prebolevanjem miastenije gravis, kakšna je bila diagnostična pot, kako ste pravzaprav prepoznali bolezen in kakšne so vaše izkušnje z zdravljenjem. Ja, pri meni se to vse skupaj začelo tako, da kar naenkrat nisem mogla več govoriti. Imela sem nekaj manjših težav z očmi, da jih nisem mogla zapreti dobro ali pa na soncu in nisem mogla imeti odprtih. In nisem vedela, zakaj se mi to dogaja. In sem mislila, mogoče mi manjka kakšen vitamin, ne vem, stres, karkoli. In sem kar dolgo sem odlašala s tem, da grem k zdravniku. Skrivala sem tudi te svoje simptome, sem skrivala pred svojimi najbližjimi. Moj partner kakšen mesec, dva ni ugotovil, da imam jaz kakšne težave. On je pač mislil, da sem utihnila zato, ker sem utrujena, da zato ne govorim. Jaz pa sem v bistvu imela cel čas miastenijo. In ko sem šla prvič k osebnemu zdravniku zaradi tega, me je poslal k logopedu. Mi je rekel, da jaz imam težave z izgovorjavo in da to bo logoped rešil. Meni je bilo jasno, da to ni to, ne? Ampak okej, če moram iti, moram. Sem šla, ta me je potem poslal naprej na URL, da ugotovijo, če imam kaj tukaj noter, kar bi me oviralo pri izgovorjavi ali da se mi zaradi tega dogaja, ne, take stvari. Tudi on je hitro ugotovil, da to ni nič s tem povezano in so me poslali k nevrologu. Tam so pa kar hitro s preiskavo EMG ugotovili, da gre to za miastenijo gravis. In ko izveš, da imaš neozdravljivo bolezen, se ti sesuje cel svet. Vse se spremeni, ne? Ker naenkrat si človek z omejitvami in si izgubljen v tem nekem novi normalnosti, ne? Ampak okej, sem se pobrala. Sicer sem se na začetku malo tepala tega, da se pridružim skupinam, ki so že takrat obstajale z isto diagnozo. Ne vem, ali se nisem hotela še toliko priznati, vedno sem verjela, saj je vse v redu, ne, saj jaz se bom to pozdravila, kakšen tak čaj bom popila ali pa kakšno olje, tako zdravilno in jaz bom v redu, ne, ne rabim zdravil, ne rabim zdravnika, jaz bom okej, jaz sem prepričana, da to zmorem. No, temu ni bilo tako, ne. Težave so se pol stopnjevale do tega, da nisem mogla več požirati in tako naprej. Potem sem pa jaz zanosila in ko sem zanosila, sem čudežno zdravila. Nisem, ne, ampak simptomi so izginili. In jaz sem bila prepričana, to je to, zdaj je moj življenje spet normalen, vse bo v redu, jaz bom rodila in vse bo super. Mogoče je manjkalo tudi to, da s svojim zdravnikom takrat, nevrologom, nisem imela neke take dobre komunikacije o tem, kaj diagnoza za enega človeka pomeni, ne, taka miastenija gravis. Pol leta po porodu se je moje telo sesulo in sem dobila en tak res velik zagon, močen zagon te bolezni in je šlo vse rapidno navzdol in takrat nisem bila sposobna več skrbeti niti za dojenčka svojega, niti zase več. Tako da sem bila odvisna od podpore svojih najbližjih. Če ne bi bilo njih, ne vem, jaz ne bi zmogla tega. Potem pa pač je zdravljenje potekalo. Hvala Bogu sem naletela na eno čudovito zdravnico, doktor Matejo Baruca, ki me je rešila, ne. Ona me je postavila nazaj na noge in zaradi nje sem jaz lahko danes mama, taka kot so vse ostale. Pravzaprav se v tem vašem primeru, kakor ga popisujete, zelo jasno kaže, kako pomembna je dobra povezanost med zdravnikom, med specialistom in pacientom.
da pravzaprav zdravnik točno ve, točno spremlja obolelega, da ve, kakšna so nihanja pri bolezni, Ja. da ga pozna. Ja, to je zelo pomembno. Sicer ne. gre bolezen res svojo pot. Ja, gre svojo pot in zlej pa se ne pobereš. Ne? Zlej pa ne najdeš več neke, ne vem, neke stabilnosti, stabilnega življenja. Ne? Tako da je pomembno je komunicirati s svojim zdravnikom, da te ta pozna. Kot prej omenjena zdravnica, ne, ona točno ve. Ona pogleda svojega pacienta in točno ve, v kakšnem stanju je on, kaj rabi in kako mu pomagati. Ne. In to je res toliko vreden za kvaliteto življenja enega takega bolnika. Res je pomembno. Kdaj pa so se vam simptomi bolezni pojavili? Leta 2012-2013, takrat. Ja, to že kar precej časa je. Ne? Potem pa pride pač vmes. Mislim, ta bolezen je takšna, da se s počitkom stanje izboljša. Ni nujno, da vedno, ampak ponavadi. Ne? In vmes so se stvari popravile in sem spet v redu in potem gre spet navzdol. Velikokrat je sprožilec stres. Stres ali pa kakšen večji fizični napor naredi to, da mestenija pokaže svoje zobe. Ne? In zelo pomembno je, da se človek nauči s tem živeti. Zato smo tudi ustanovili Združenje bolnikov z mestenijo gravis, da informiramo te bolnike, da jih naučimo, kako s to boleznijo živeti in se z njo spopadati in si življenje prilagoditi temu, da kljub omejitvam, ki so nam dane, da vseeno živimo dobro in kvalitetno življenje. Ker to si vsak želi, to si vsak tudi zasluži in zato smo mi tukaj. Ne? To je osnova, ki mora biti zagotovljena, oziroma bi morala biti zagotovljena vsakomur. Kaj ne? In tako je vaše ravnanje, tako kot nasploh pri združenjih bolnikov, neprecenljivo. Koliko pa imate članov združenja? 80 članov je, ampak obolelih pa je v Sloveniji, mislim, da je okrog 500. In bi si zelo želela, da vsi oni, ne, vseh teh 500, pride, se oglasi na združenje. Niti ni nujno, da postanejo člani, če ne želijo, samo da se oglasijo, da mi vemo, da so oni tam, da skupaj najdemo neke rešitve, možne izboljšave na tem področju za nas vse, ne, da si pač pomagamo. Ne.